Evo, meglena jutra so se začela in kadar je takole meglen, pa pod nulo, pa zunaj že slana, začnemo moški razmišljati o zimskih pnevmatikah. In ker pri električnih avtomobilih ni vse tako enostaven, oziroma je malo drugače kot pri klasičnih avtomobilih, sem se odločil, da naredim tak video o 6 specifikah ali pa razlikah, na katere morate biti pozorni takrat, ko zbirate zimske pnevmatike za električna vozila. Pojmo pogledati. Mogoče preden se odpeljem k vulkanizerju zamena pnevmatike, dajmo razmišljati o teh ključnih razlikah ali pa, dajmo reči, specifikah električnih avtomobilov v primerjavi z klasičnimi avtomobili. Prvič, električni avtomobili so močnejši od klasičnih avtomobilov. Pomeni, da imajo več konjev in pa konstanten navor. Kaj to pomeni? To pomeni, da pozim se vam lahko, če imate slabo pnevmatiko, pnevmatike vrtijo v prazen. In to je že tisti prvi razlog. Drugi razlog, ki se mi zdi zelo pomemben, je to, da večina električnih avtomobilov, zaradi tega, ker imajo v podvozju baterijo, nima rezervnih pnevmatik. Kar pomeni, da mora vaša zimska pnevmatika imeti nek sistem za preprečevanje teh nezaželenih izpustov zraka. To se mi zdi razlog 2. Razlog 3, zelo pomemben razlog, te avtomobili so težji. Kada bi bili 4 polnovredni deci, torej približno 400 kg, so avtomobili težji, kar pomeni, da večja teža, daljša zavorna pot, slabša pnevmatika, katastrofa. Sigurno eden od tistih razlogov, na katerega morate biti ful pozorni. Potem imamo pa tukaj absolutno še to, da so pnevmatike različnih dimenzij. Od klasičnih avtomobilov ponavadi imajo večje colaže zaradi aerodinamike, zato da ne pride v spodaj pod blatnike zraka, da se zrak tam navjame, zato colaža višja. Pnevmatike so pa praviloma ožje, zaradi kotalnega upora. In zaradi tega, ker so ožje, to avtomatično pomeni, da je manj stika s podlago. Naprimer, Cupra Born ima 215 mm, medtem ko avto s to vrstnimi konji, če bi bil klasičen, z 200 konji avto bi imel sigurno 235 mm. In zato je treba biti pozoren, da je zmest ali pa kakovost obnašanja gume na snegu pa ledu vrhunska pri električnih avtomobilih. Pa je pa še tukaj faktor, definitivno, na katerega ne smemo pozabiti to, da so zimske gume lahko glasne. In v električnem avtomobilu slišiš nič drugega, kot podvozje pa pnevmatiko, zato ker ni motorja. In če je guma glasna, pol pa Bog pomagi, pol je pa zadeva res lahko nadležna. Tako da, teh razlogov je veliko, na koncu bi dodal pa še to, da je večina električnih avtomobilov v bistvu gnanih na zadnji par koles. Kaj to pomeni? To pomeni, pravzaprav večina avtomobilov na trgu, ki jih poganja elektrika, ga poganja zadnjo os, torej zadnji kolesni par, kar pomeni iz preteklosti, če se spomnimo raznih BMW-jev, pa Mercedesov, pa Princev, to pozim zelo rado pleše. In to so tiste osnovne specifike, zaradi česa je treba biti zelo pozoren, kakšno pnevmatiko kupiš, predvsem pa kako kakovostna je ta pnevmatika. Jaz načeloma ne vem vsega, tudi ne vem, kaj je Goodyear zame izbral, zato grem zdaj do vulkanizerstva Grož, kjer mi bodo razložili, kaj točno so izbrali za mojo Cupra Born in zakaj ta pnevmatika najboljša izbira za ta avto. Pojmo pogledati. Ok, Andrej, kakšne gume si mi izbral? Glede na to, da voziš električen avto Cupra Born, sem izbrala pnevmatike Goodyear Ultra Grip Performance Plus s tehnologijo Sil-Tech. Guma ima v notranjosti poseben gel proti predrtju gume, kar pomeni, da v primeru poškodbe do 5 mm se lahko odpelješ normalno dalje. To je predvsem zaradi tega, ker avto nima rezervne pnevmatike. Štekam. Druga opcija pri električnih avtih obstajajo pnevmatike Sil Comfort.
Katere so pneumatike tišje, v notranjosti imajo posebno peno, ampak ker so tvoje pneumatike zimske samo glasnosti 70 decibelov, ker je samo 3 decibele več od letne, mislim, da je bolj pomembna tehnologija sil kot te. Čist prav si se odločil. Jaz mislim, da je idealen trenutek, da počasi zaključimo tale video zapis, da ste se nekaj naučili, kako zbrati zimsko pneumatiko za električen avto in na kaj na nek način morate biti pozorni pri sami izbiri. Kaj so tiste ključne razlike mogoče do zdaj, ko ste navadne avtomobile kupovali. Hkrati pa vas vabim, da se naročite na ta kanal, da kaj pokomentirate, mogoče sem danes kaj spustil, pa tudi mogoče, da mi sugerirate, kakšna vsebina vas še zanima. A vas zanima review tega avtomobila, en tak zelo podroben review, avtom sem naredil namreč 20 000 km, zdaj približno vem, kaj vse je z njim narobe, tako da če vas to zanima, dajte spodaj rukati v komentarje. Mogoče bi se pa enkrat pogovorili, kako jaz ta avto vzdržujem, oziroma kako ga perem, ker ga perem na način, da ga v bistvu se ga ne dotika. Tako da ta avto zgobo pravim mogoče enkrat na 3 mesece, tako da če vas to zanima, kako sem, kakšna formula je na tem avtomobilu, oziroma kako ga negujem in kaj sem z njim naredil, da ga tako malo se dotikam, mi dajte tudi rukati spodaj komentarje. Tako da vidimo se kar kmalu, katerih vlogov bo še kar nekaj, ene par bo pa takih prav nesramno dobrih.